skupaj. Predavanje bo v slovenščini, tako da ne vem, mislim, da ni nikogar, da ne bi razumel. In to predstavitev oziroma predavanje, kot je omenil že Gašper, sva pred časom načrtovala skupaj. In sicer tako, da naj bi vsak predstavil eno polovico, pa se je potem drugače išlo. Tako da to, kar bom predstavljala, sem v bistvu predstavila po Janezovih letošnjih osnutkih in tekstih. Mojega je tle bolj uredniško delo, v bistvu povezava tega. In sicer v prvem delu bom predstavila, oziroma prebrala esej o ognju, verjetno nedokončan, ki je bil prvotno mišljen za to predavanje, pa se potem razširil. In sicer temelji na fenomenološkem pristopu, precej esejistično napisano, ne tako akademsko, vsaj v tej fazi, pa so dodani video primeri. Drugi del pa se nanaša na literarno trajnostno besedilo. Del tega teksta je bil letos objavljen v Sodobnosti, mislim, da v junijski številki. Ta se pa nanaša tudi na zadeve, o katerih smo govorili in bomo govorili na tem simpoziju. Kot pravi, moj prispevek je bolj uredniške narave. Ogenj esej o producentu Plamenov na odru in pod njim. Malo uprizoritvenih del uporablja ogenj kot poglavitno gonilo in vsebino. Bolj kot s teatrom ognja se ta esej ukvarja z njegovo filozofijo. Z ognjem se ne začne veliko stvari, voda ga pogasi. Vsekakor je bolj nestabilen in ranljiv od vode. Ko je voda blizu ognja, postane ogrožen. Tudi olimpijski ogenj ugasne. Ogenj lahko srečamo v krajših intervalih zaporedja ognjev, recimo na polju med zažiganjem in posušenih odpadkov rastlin. Za uničevanje ognja so posebni, pogosto lokalno ali državno financirani strokovnjaki, gasilci. Problem je, kam s pepelom in strupenimi plini od ogljikovih, dušikovih in žveplovih oksidov in z njimi povezanimi še bolj nevarnimi kislinami. Ne igraj se z ognjem, je na stari ljudski modrosti utemeljena prepoved. Ogenj lahko naredi veliko škode. Gorijo vasi, ladje, vlaki in letala, tudi ljudje in živali. Je pa ogenj že od nekdaj koristen, recimo pri krčenju gozda in pri ogrevanju. Spremljal je učlovečenje, kateremu je prispevala tudi ukrotitev ognja. Nisi reven, če imaš ogenj. Nisi sam, če sediš ob ogenj. Ogenj je sinonim za streljanje, v smislu odpiranja ognja. Nekaj se premakne, če zadeneš ob ogenj. Ne igraj se z ognjem. Igro srečamo tudi v filozofiji in kozmologiji. Govorimo namreč o igri sveta, ki pa očitno izključuje že omenjeno igro z ognjem. To pomeni, da je igra z ognjem prenevarna in da bi stopila v igro sveta. Z vsem se lahko igraš, razen z ognjem. Relativno malo umetniških del je, ki uporabljajo ogenj. Vodi dajejo umetniki prednost. Videti je, kot da bi se bali ognja bolj kot vrste drugih materialov od zemlje, peska, lesa, rastlin, vetra, kisika in vode. Ogenj kot umetniški material je zapostavljen. Več pa se ga uporablja v množični kulturi glasbenih spektaklov, ko lahko njegova nedovolj nadzorovana uporaba povzroči tudi požare, celo katastrofalnih razsežnosti, kot je bil požar v diskoteki v Kočanih v Makedoniji marca 2025. Eden redkih umetnikov, ki je uporabljal ogenj, je bil Yves Klein s svojimi ognjenimi slikami. Yves Klein je tako kot določen odtenek modre barve, je za Yvesa Kleina tudi ogenj pomenil estetsko popolnost. Leta 1961, se pravi leto pred njegovo smrtjo, je odpotoval v testni center francoskega plinskega podjetja
da bi ustvaril presenetljivo serijo slik ognja. Recimo na tej sliki ima v roki, kaj piše na internetu, 40-kilogramsko napravo za ustvar ogenj, s katero potem oblikoval in sokreiral svoje slike. Veliko ognja pa je bilo tudi v performansih skupine Survival Research Laboratories, ki jih je režiral Mark Polin. Sicer je to skupina ustanovljena v San Franciscu leta 1978, 1979 so se predstavili s prvim performansom in imajo šove vse do današnjih dni, s tem, da do prednedavnega so predstavili približno 120 takih performansov, šovov, ki so bili pa tudi deležni precejšnjega včasih prepovedi in težav z oblastmi. Znana je po teh performansih, za katere so posebej izdelali stroje, pogosto robotske, ki tekmujejo v medsebojnem uničenju. Eden od kritikov je te predstave opisal kot hrupne, nasilne, destruktivne, znane tudi po vizualni in zvočni kakofoniji, se pravi po neki estetiki grdega, ki jo ustvarjajo pogosto nevarne interakcijske stroje. Te stroje med sabo borijo na apokaliptičen način in se pol uničijo do konca. Jasno je, da to je zdaj zelo neekološko vse skupaj in je tudi tam v 80-ih so bile te predstave še v zaprtem prostoru. Zdaj si ne predstavljam, kakšne tožbe bi bile zaradi zraka, ki borijo te plastične konstrukcije in tako naprej. Mogoče kar pokažem kakšen video, da ne bo toliko govorjenja, pa si ne morate predstavljati. Na YouTube. Vsaj klikneš tako, kot ima. To so do-it-yourself roboti, v bistvu ta avtor, ta Američan je, Mark Polin, je tudi izgubil prste na roki, ker je preizkušal se. To je starejši posnetek, ki je še v zaprtem prostoru. Ja, eni so čez zgroženi.
Skratka, in tako naprej. Imam za občutek. Zdaj. Aha, probam še enkrat. Spet treba skopirati. Mogoče probi klikant. Vse to je sam še tako. V zunanjem prostoru. Za namen odprtja tega muzeja moderne umetnosti. To je on, to je Mark Polin, ta z očali. Seveda so oblasti znorele, ne, gasilci. To je on, ja. Zdaj so zdaj publika je za čršetkami. Potem se pa ti stroji pač začenjajo med sabo fajtati. In tako naprej. To so pač tle dostopni na YouTubeu, imajo tudi fajn spletno stran, tako da si lahko še sami pogledate, kolikor zanima. Vplivi so seveda od punk kulture do industrijske kulture, tako naprej, pa seveda nazaj dadaizem, potem švicarski kipar Jean Tinguely, ki je znan po svojih kinetičnih skulpturah. Na tem mestu se ne bomo spustili obsežnejše interpretacije. Pač prva čist taka je, da so pokazali, da so vojaški industrijski stroji lahko tudi estetski, oziroma kot je zapisal eden od kritikov. Vsi smo že kdaj pogledali kakšen posebej grozeč kos stroja in pomislili, kaj če bi ta kos, ki v resnici živi tiho delovno življenje, kar naenkrat eksplodiral in začel uničevati delavnico kot večtonski jekleni pitbull, kar je tudi videti. Če se zdaj vrnemo nazaj k tekstu. Pustimo zdaj Survival Research Laboratories. Sedenje ob ognju je nenavadna modalnost druženja. Sploh ni enostavna in samoumevna, kajti ob ognju se ne samo družiš, ampak ves čas paziš tudi nanj. Ne sme ugasniti,
Poznan je večni ogenj, ki ga hranijo v katoliških cerkvah. Ogenj proizvaja paro in ta poganja vrsto strojev, tudi tiste premikanja, kot so lokomotive in parniki. Para je pomembno in začetno orodje industrijske revolucije. Para je derivat vode in ognja, je sredi med njima. Z njo se začne gibanje in para navlaži leseno konstrukcijo. S paro in vročo vodo obdana deska se upogne. To je bila umetnost izdelave bloških smučij. Ogenj je v kraterih ognjenikov kot stabilnih lokacijah ognja. V gibanju pa ga srečamo v obredih, praviloma procesijah, kjer osvetljuje, kaže pot. Bolj kot voda, ki je zožena v curek slapu, ogenj usmerja naprej. Jemlje pa tudi kisik iz okolja, kar pomeni, da je kljub lepoti plamenov zaradi učinkov onesnaževanja na strani škodljivcev. Ogenj in barve so posebna zgodba. Ni ene ognjeno rdeče, ampak je 1000 odtenkov te barve, prav tako oranžne in oranžno rumene. Ob barvah so pri ognju v ospredju tudi sence njegovih visokih plamenov. Ko ležiš v planinski koči, se lahko odločiš, da boš bolj kot v plamene, ki se marljivo vrtijo skozi špranjo z štedilnika, motril njihove sence. Pred ognjem se je treba kdaj umakniti, recimo z odločnim skokom v vodo ali preko potoka. Na ognju se pripravlja veliko hrane, še posebno na žerjavici, kjer se peče desetine vrst mesa, pa tudi kostanj, koruza in krompir. Veter, ki razpiha žerjavico in obudi plamene, lahko vse pokvari. Različni gomolji in cvetovi zagorijo. Ko pridejo prazniki, je včasih treba pokaditi s smolami, ki jih mečeš na žerjavico. Vsako leto za Božič posežem po kepi smole, ki sem jo prej nabral pri Malem Turncu pod Žermado ali okrog gameljske ribogojnice in jo vržem na žerjavico na majhni črni lopati. Žerjavico sem zajel iz kamina in s prijetnim vonjem smodeče se smole jo raznašam po hiši, tako da tisti vonj ostane v prostorih še 3 ali 4 dni. Ni Božiča, če prej ne pokadim v hiši, ni novoletne smreke in jaslic, če ni vonja po smoli. Ni prijetnega bivanja v samotni gorski koči, če nisi prej zakuril z macesnovimi, borovčevimi in drugimi osmoljenimi poledi. Prasketanje in petje ognja, poseben vonj, aromatični dim členjen na oblake. Odsevi in iskrice ognja, razžarjeno v hišje peči, potem posoda vrele vode nalito železni peči, zacvrči, ko zavre in se razlije. Za zvočno kuliso je s tem poskrbljeno. Bolj kot osvetljuje druge stvari, ogenj kaže nase. Praviloma ne gledaš osvetljenega, ampak pogled usmerjaš k viru svetlobe, v primeru ognja, torej k ognju. Stvari, ki jih osvetljuje ogenj, se razločneje vidijo v dnevni svetlobi. Point je v tem, da z dnevno lučjo osvetljenemu dodaš še tisto, kar na svoj način pokaže ogenj. Svetlobi se v tem primeru seštevata. Ogenj objema goreče stvari. Videti je, kot da ima tisto rad. Se pravi, da se ne plazi po njih od začetka do konca. Med objemanjem deluje elegantno, nevsiljivo, čeprav lahko šum prasketanja koga moti. Veliko večerov preživim ob kurjenju ognja, toda ko se odpravim k počitku, sem mirnejši, če ogenj ugasne. Tle se zdaj končuje ta esej, koliko imamo še časa? 20 minut. Tako da zdaj bom pa zdaj pač malo tišine, potem pa zdaj predstavim pa naslednjo besedilo. To je pač, če ni tako esejistično pisano, trajnostno literarno besedilo, katerega večina je bila sicer v navezavi bolj na
gorsko-planinsko literaturo objavljena v sodobnosti v juniju. Še mogoče mečkan razširjen. Trajnostni razvoj je tema ekoliterature in ekokritike kot področji, ki sta opazno prisotni v svetovni literaturi, kritiki in literarni vedi. Ekoliteratura, recimo po Dwyerju leta 2010, se usmerja k okoljski problematiki, klimatskim spremembam in vplivom posameznika na okolje. Pomembno vlogo pri razvoju ekološke proze ima znanstvena fantastika, ki je v mojstrovini Mary Shelley Frankenstein iz leta 1818 referirala na naravne katastrofe, to je bila erupcija ognjenika Tambore. Omenimo naj še sodobnejše delo in sicer roman Michela Houellebecqa Možnost otoka, ki se usmerja k postapokaliptičnemu svetu, pa recimo iz 60-ih Ballardov Potopljeni svet, ki prav tako v spredje prinaša ekološko tematiko. Čudenje nad grozljivimi učinki naravnih pojavov srečamo tudi v Povovi kratki zgodbi A Descent into the Maelstrom. Shelley in Ballard sta klasika na področju, na katerega posega vedno več avtorjev z uspešnicami, ki pogosto rabijo kot podlaga za filmske scenarije in ekranizacije takšnih del, recimo visokoproračunska filma Avatar, Gospodar prstanov. Ekološka problematika ni tuja slovenski literaturi, tudi mladinska, kjer je narava pomembno ozadje romanov in poezije. Sodobnejši primer je Katarine Morano, Kako je padlo drevo, ki ga je za oder ljubljanske drame SNG režiral Žiga Divjak, čemer smo učili poslušali. Pogosto se slovenski bralci srečujejo s teksti, ki vključujejo naravo v njeni nekonfliktni obliki, recimo v Jalnovih Bobrih ali pa v Vandlotovih tekstih o Kekcu. Manj pa je del, ki referirajo na naravne pojave v grozljivi modalnosti naravnih katastrof, recimo potres, poplava, požar. Tu naj omenimo Kajzerjevo delo Stramovi podprto mesto iz leta 1983, ki dokumentira in literalizira ljubljanski potres leta 1895. V ospredju takšnih del je tudi trajnostni razvoj, ki pa v slovenski literaturi ni prisoten v smislu zahtevanega ideala in kot jedro didaktične narave takšnih besedil. Pomembna usmeritev slovenske ekoproze je gorniško pisanje, razpeto med estetizirane in etiške aspekte posameznikove aktivnosti v gorah. Pri tem gre za spise spodbojene tudi z nenadnim poslabšanjem vremena. Slabo vreme, ki ogroža dolgo načrtovane prvenstvene vzpone ali pomembne prve ponovitve najtežjih plezalnih smeri, je v tej literaturi pogosto arhetip, na katerega referirajo številni derivatski opisi. V igri je pogosto boj za preživetje, kakršen je recimo spremljal navezo Mihalič Gruden med zaradi slabega vremena pokvarjenemu vzponu po Bonatjevi smeri v Driju v centralnih Alpah avgusta 1965. Reševanje slovenskih plezalcev med tistim vzponom je postalo mimogrede tema številnih člankov v domačem in tujem tisku, tudi v reviji Paris Match. Trajnostno okolje kot ozadje gorniške literature je pogosto opredeljeno z čistostjo narave, ki se pojavlja kot idealizirana kategorija. V resnici takega čistega okolja ni. Okolje, nagovorjeno v konceptu in ideologiji trajnostnega razvoja, je družbeno konstruiran fantom, ki zahteva kritiško obravnavo. To je okolje samotnega in nenaseljenega atola in divje, redko obiskane oaze. Vse pozitivne kategorije, ne le filozofije narave, temveč tudi socialne pravičnosti, vstopajo v takšno trajnost,
ki je razumljena kot ozadje, glede na katero se projicirajo koncepti nepravičnosti in naravnih degradacij. Toda ob trajnosti opozarjamo na netrajnost kot bistveno, pogosto spregledano in neidealizirano komponento razvoja kot kompleksne aktivnosti, ki vključuje tudi napake, motnje in hrup. Trajnost je notranji pojav in tudi lastnost literarnih in umetnostnih projektov. Ni vnesena od zunaj, ni proces, temelječ na dekarbonizaciji, ki jo favorizirajo in izvajajo državne in naddržavne organizacije. Ni učinek globalnih zahtev po brezoglični družbi, ampak je interna operacija umetnostnega podsistema, ki prispeva k njegovi stabilnosti. Trajnostni razvoj je sicer nagovorjen v agendi Združenih narodov 2030 o 17 ciljih trajnostnega razvoja, sprejeti leta 2015. Trajnost implicira preživetje. Zato so v ekoliteraturi na delu prizadevanja po oblikovanju kompaktnih del, ki jim trajnost prispevata samonanašanje in autopoiesis. Ob brezoglični umetnosti in literaturi lahko pomislimo na ljudi knjige v Trifojevem distopičnem filmu Fahrenheit 451. In to je pač screenshot iz tega filma. Film je bil predstavljen leta 1966, posnet po enako naslovljenem romanu Reja Bradburyja iz leta 1953, v katerem totalitarni oblastniki pošljejo gasilce, da bi uničevali knjige in s tem preprečili širjenje revolucionarnih pogledov, idej in mišljenja nasploh. Na robu te družbe v filmu živijo ljudje knjige, ki memorirajo dela velike književnosti. Se pravi, pač ena skupina ljudi se zmeni in da bi ohranili pač velika dela književnosti pred fizičnim uničenjem, pred zažiganjem, se jih preprosto naučijo na pamet, od prve do zadnjega stavka. To so knjige, ljudje knjige, to so knjige, ki ne rabijo več ogljičnih nosilcev, kot sta papir ali zaslon, ampak so spravljene v možganih knjižnih ljudi Trifojevega filma. Od tega primera lahko posežemo k širši aplikaciji takšne trajnosti. Nanaša se na sicer redke konceptualne tekste in knjige, ki živijo kot zamisli, ideje in koncepti. Spremlja jih želja, da je čim več spravljeno in obdelano v možganih. Materializacija teh idej pa se kaže kot drugotna ali celo nepotrebna. Osrednja kategorija je tukaj začasnost, v smislu krhke obstojnosti, kot da obstojnosti in neobstojnosti. Potreben je mentalni preskok, da stvar, ki jo memoriraš kot koncept, obravnavaš kot zaključeno enoto, ne da bi čutil potrebo, da kaj čvrstega, težkega in odpornega držiš v roki. Taktilnost se iz roke, prstov seli na področje mišljenja. Dotikaš se in objemaš z mislimi. Stopamo v svet subtilne materializacije, ko z mislimi zadevaš obmišljenjske predmete. In ti lahko sunejo nazaj, vzpostavijo povratno zamko. Tu nastopa film Fahrenheit 451, kot kaže pot k novim pristopom v kulturnem ustvarjanju. Mišljen je tekst, ki si ga zapomniš in ga znaš reproducirati, ne glede na njegovo odsotno materialnost. In takšen tekst je pravzaprav lahko trajnostni tekst. Trajnostni tekst mora biti jasen in razločen, z razvidno poanto, izkristalizirano vsebino, ki zadane, se ovije okrog bralca, poslušalca, kot se plameni okrog polena v lončeni peči, in ga spodbudi, osvoji in izsili njegov odgovor. Takšni so teksti velike književnosti, ki si jih zapomnijo ljudje knjige v Fahrenheitu. Vrsta kulturnih vsebin lahko obstaja le kot miselna enota, ki vzdrži na miselni ravni,
ne da bi potrebovala prizemljitev v zapisu. Trajnostni tekst je lahko nosilec trajnostnih vsebin, sporočil, pogledov in idej. Lahko pa je trajnosten po svojih nekarboniziranih podlagah, alternativnih nosilcih in vključenosti v drugačno, predvsem digitalno kulturo. Trajnostni tekst je recimo lahko podlaga, iz katere se učijo stroji, se pravi, da se vključuje v generiranje umetne inteligence. Takšen je digitalni projekt Davida Jave Johnstona, Rewrites, ki ga sestavlja 4500 pesmi, oblikovanih med majema 2017 in 2018. Ga lahko umestimo v elektronsko literaturo, gre pa za hibridni projekt umetne inteligence in pesnika. Poezijo generirajo nevronski mrežni modeli. Pesnik pa zgolj prevzame vlogo urednika, ki je bistvena za ta projekt, kar je avtor demonstriral z objavo urejene in neurejene verzije svojega produkta. Se pravi, tukaj se srečujemo s pisanjem, ki temelji na strojnem učenju, in z besedilom, ki ga je ustvaril stroj, uredil pa ga je človek. Še zaključam. Ta prispevek obravnava literarno trajnost kot kvaliteto, ki prispeva k obstojnosti besedila in njegovih nekonfliktni umeščenosti v okolju. Prvi, eden, sicer tematski, v kritiki in teoriji že uveljavljeni aspekt literarne trajnosti srečamo v delih ekoproze, ekodrame in ekopoezije. Se pravi, gre za vsebinski aspekt, kjer so v ospredju literarni teksti z okoljsko tematiko. Drugi trajnostni aspekt, ki je bil na tem mestu poudarjen, pa je lastnost samega literarnega subsistema, ki na podlagi del, ki referirajo na nova dela s podobno tematiko, gradi kompleksno in obstojno besedilno stavbo. Tle je še par zadnjih tekstov, če koga več zanima, se so zabeležili tudi vsi krisofobisu, ki govorijo o trajnost, pač o temah trajnosti. Spodaj je tudi zadnja knjiga, ki se ukvarja z širšimi konteksti umetniškega dela, nasploh tudi z umeščenostjo, njegovo umeščenostjo v performativno družbo. To, tako da hvala lepa.